Poglejte, še 10 metrov ga loči, še 5 metrov ga loči. Bravo, Martin, bravo, Martin, bravo! Poglejte ga, našega fanta, našega velikana, Dolenca, Martina Strela in stopa na trda kitajska tla. Bravo, Martin, dobrodošel med nami. Mi smo s tabo je cela Slovenija, s tabo je Dolenska, s tabo so tvoji prijatelji. Glejte ga na nogah stoji, bravo Martin, bravo! To! Dobro večer, drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v nocojšnji oddaji Pravi ključi. Ja, na trdna kitajska tla je stopil ultramaratonec Martin Strel, nocoj v našem studiu. Lep pozdrav. Dobro večer, Martin. Dobro večer. Najprej, a se spomniš tega dogodka, kako je bilo, kdaj je to bilo? Ja, to je leta 18 let je že nazaj, zdaj bo kmalu, ne. To je bilo, štartali smo junija meseca, končali smo zadnjega julija. Jangcek, no, pred olimpijskimi igrami v Pekingu. Huda reka, res. Tle pa je bilo pa tako 50-50. Tle pa sem umiral prvi 3 tedne skoraj vsaki dan. Tako da se je zgodilo celo to, da sem moral celo kitajsko ekipo zamenjati, ker je bilo ves čas buši, kar pomeni ne, nevarno, pa tako ne. Jaz sem se tudi kitajsko predvsej učil, da sem razumel, ker prišel sem v kraje, kjer sem bil prvi tujec v teh krajih, ne. Tako da je mogel celo predsednik Drnovšek urgirati s predsednikom Kitajske, da sem bil dovoljenje plavati tam, kjer sem si želel, v Pančahua. In če bi to vedel, prej ne bi plaval Jangce, res ne. Kajti že v poti, po prvih par etapah so mi Kitajci govorili, samo takole so kazali, ne, da bom umrl. In prav vsi, ki so plavali, so umrli do zdaj, tudi ti boš, ne, pet domov. Tam gre voda po 50 metrov gor pa dol, to so brzice take, da res težko preživeti, znameniti strahotni kanjoni. No, jaz sem takoj videl, tako kam pestaca moli in sem klical pol Peking, da so mi dali še 150 Kitajcev za pomoč pri organizaciji, ki jim plaval levo, desno, vsako etapo, da sem si organiziral. Pa sem še vedno živ, no, kakorkoli. Martin, začela sva sicer kar nekje sredi tvoje plavalske kariere, ampak ker sva ravno v oddaji Pravi ključi, kateri so tisti ključi, ki so te iz ene domovine ponesli v drugo domovino, kot ti danes rad rečeš Ameriki, kjer živiš in se skoraj da zelo pogosto vračaš tudi vsaj za določen del leta v Slovenijo. Kaj je prevagalo, da si se podal v širne svetovne vode? Ja, tako je. Res se vračam iz Ameriko v Ameriko in iz Amerike prihajam v Ameriko. Moje življenje je šlo tako korak za korakom. Korak za korakom sem gradil. Sem že prej plaval svetovni pokal v skupini profesionalcev od leta 1978, kjer sem se preko našega Hrvata Veljka Rogošića, takrat zvezda svetovnega maratonskega plavanja. Od njega sem se veliko učil, on ni skrival za sebe, on mi vse informacije dajal, kar ljudje ne radi dajejo. Ampak mi, da so bila tako blizu, nekako, bil sem tako družinski član, živel z njimi, jedel, spal vse in sem kar jedel iz njegovih ust vse. In potem so prišli časi, ko sem začel plavati te mednarodne zadeve, sodeloval s politiko, televizijami, medijami, vedno bolj. In potem, no, je prišla tudi Donava, ne nazadnje leta 2000 po tej vojni v Jugoslaviji, plaval skozi 10 držav. Potem se je zgodil Mississippi v Ameriki po 11. septembru, strahoviti teroristični napad. In sem se odločil, da bomo šli na Mississippi. Težka odločitev ponovno, ne. Potem sem šel na reko Paranao, Južno Ameriko, med Brazilijo in Argentino, ko sem se spoznal z argentinsko vlado, predsednikom Kirchnerjem, Daniel Sciolijem, Tini Vivodom dol. In strahotna reka, zelo nevarna. To je bila že pravzaprav ena vstopnica za Amazonko. Potem je prišel zdaj sloviti Jangcek na vrsto pred olimpijskimi igrami v Peking in potem ta znamenita Amazonka. To je šlo pravzaprav zelo hitro, kar tako od vrat do vrat sem si podajal te strahovite veletoke svetovne.
No, če bi danes razmišljal, ali bi še enkrat to naredil, Yangtze Kianga verjetno ne bi plaval. Mississippi mogoče še enkrat, Amazonke pa zagotovo ne. To je, ko bi rekel, to je bitka na nož, ne. Vsaki dan reševati sebe, ostati zdrav, fajtati se s temi plemeni noter, s pirati, ogromno tropskih bolezni, parazitov, biti na ladji, prijatelj s 40-člansko ekipo, ne na velikem prostoru. V glavnem vse nekako proti meni bilo. Jaz sem se mogel boriti sam s sabo po 12 ur na dan, s to strahovito reko, z ogromnimi živalmi, ki so praktično, no, jaz sem postal nekako del njih, ena družina, ki so me nekako sprejeli. To so tako siloviti pritiski, ne, to so, kot si prej rekel, ključi. Kateri ključi pa so ključi do uspeha? Ključ do uspeha je pač to, da moraš najti neko sožitje v kraju, kjer živiš. Z naravo, z ljudmi, z živalskim svetom. To so navade, ki jih mi nemamo tukaj. Tudi v reki, v oceanih, ker ti plavaš z živimi bitji, ne, in se z njimi, kot si zapisal in kot sva se pogovarjala, na nek način tudi prijateljuješ, jih spoštuješ. Energija je tista, ki te varuje na nek način, ne? Ja, tega sem se jaz učil vedno, poslušam te šamane, preproste ljudi, ki tam živijo, kako se plava z morskim psom, kako se plava s krokodili, kdaj se plava s krokodili, kaj še nevarnega noter v morjih, to znamenite majhne meduzice smrtonosne, kangaroo, ta znamenita majhna ribica, agresivna na urin, pirane, anakonde, ogromno drugih vrst kač, te kače, ki so v vodi, morske kače, ki so 5-krat bolj strupene, kot recimo ta znamenita črna mamba, ki lahko z enim brizgom 50 ljudi naenkrat ubije. Vse te stvari se moraš naučiti, biti pripravljen, vakciniran z vsemi možnimi proti hepatitisi, tetanusi, rumeni mrzlici, davica, stekline in vse. In seveda delati z medicinskim timom, ki ti mora celo pregledati, če to deluje. No, jaz sem en primer, na vsaki 100 milijonov en primer, da je nekdo nereaktiven na hepatitis B. To sem jaz, ne. To sem mi pa povedal v Londonu in potem to dr. Tadeja Kotar v Ljubljani na infekcijski kliniki, da hepatitis B, ki je zelo pogost v amazonskih krajih, se mene ne prime, kar je bila pa ena od dobrih novic za mene. Marsikaj, kar je zelo strašljivega za nas, ki se verjetno nikoli ne bi podali niti na približno na tako pot plavalno, kot si se podal ti, pa je videno oziroma prikazano tudi v zasnovi tvojega novega projekta. Pa poglejmo sedaj, režija, prosim, napovedni film za projekt, ki se ga sedaj loteva Martin Strel. The earth is calling. You have no more time. We are connected by water. Water is our life. Greatest marathon swimmer in the world, Guinness record breaker and promoter of peace, friendship, and clean waters. Is this guy? His name is Martin Strel. In my life, I swam all over the planet, in more than 100 different countries. I made 5 Guinness World Records in rivers, like Amazon, Mississippi, the Danube, Yangtze. Now I know what my true purpose is. It's not about the record, it's about environment. Water is our life, but the clean water must be our future. Ja, Martin, si prepričan, da se boš znova podal na pot
ki si jo nekako sedaj že predstavi tudi širši javnosti. Ja, to je že projekt, imenuje se World Swim, plavanje okoli celega sveta. Moj plan je bil 500 dni približno, mogoče kakšen dan manj. Lahko se da skrajšati, lahko pa se tudi podaljša. Moj cilj je videti vsaj 130 držav. Danes vemo, kakva je situacija v svetu. Populacija se približuje 8 milijard. Onesnaženost svetovna je strahotna, ne. Plastike je vse več je tudi mikroplastike. Skoraj vsake ribi že najdemo mikroplastiko, ker mi ribo kupimo v trgovini, pojemo, noti že plastika. Vemo, da na dolgi rok to povzroča bolezni, da ne govorimo o kvaliteti vode, ki se pije. Jaz živim v Združenih državah Amerike, tam noben ne pije vode iz pipe. Kot to pri nas, v Sloveniji, Avstriji, Švici, Nemčiji, Severni Italiji, ko v vsakem WC-ju piješ lahko vodo, ne. Pri nas ljudje ne razumejo, ker jaz sem preveč sveta prepotoval, da razumem našo državo, kje živim, kako je tukaj in kako je druge po svetu, ne. Praktično tle je nekje en luksus, ne. Tole smo natočili iz pipe. Ja, piti tako vodo, tam to ne obstaja, ne. Azija, Kitajska, kje boš dobil tako vodo, to ne. Točiš pa je kup blata noter, recimo, ne. Te reke, ki sem jih jaz plaval po svetu, recimo Nil, je ameba noter, je Ganga, dol bi rad plaval, zdaj pri Kolkati, dol ta estuary, kot se reče, delta, ne, ki pride, ne, strahovita delta. In to so mrtve reke, ne, to je noter preko 2000 kemikalij, tudi ameba, kot sem omenil. In vse te zadeve, ki jih pripravljam z znanstveniki, namreč z Biofakulteto v Ljubljani smo zelo povezani. Matjaž Kuntner je zadevo prevzel in rad bi povezali preko 2000 znanstvenikov skupaj, kemikov, biologov, prišli v vrtce, prišli v osnovne šole, univerze, srednje šole, praktično podjetja, dela novice, da otroci rišejo doma, se pogovarjajo s starši, kakšen je svet, kako je, ne da samo plavam s kačami, krokodili, kot sem delal na Amazonki, ampak ta namen je popolnoma drugačen. Mislim, da ne mislim, 100% sem, da bo moje plavanje okoli sveta spremenilo svet na bolje, mnogo na bolje. Zdaj celo smo dobili znanstvenika, ki bo mreže vlekli ven. Vemo, koliko rib pogine noter, ki se v te mreže zapletijo in tako naprej. Sem zelo povezan z Evropsko unijo tudi. Praktično delam, vse imam odprta vrata sveta, od medijev in vsega. Delamo dokumentarne filme, 5, 15, 45 future-length documentary se reče, ki se bojo pojavili na festivalih AB kategorije. Namreč me že poznajo preko filma Big River Man, ker sem kar 4 leta potoval po festivalih sveta, dobil kup nagrad in imam en dober rating v svetu, kar se filma tiče. To je zelo pomembno. In internet v 12 jezikih, ki ga bo praktično ves svet moral razumeti, kaj mi delamo, čemu je ta namen. Gre predvsem za osveščanje, za ozaveščanje javnosti in nekdo mora biti pobudnik, nekdo mora biti korak pred drugimi in druge potem na nek način potegniti za sabo, za to miselnost, za spremembo miselnosti, najprej, kot si sam rekel, predodajo v naših glavah, da najprej moramo začeti pri sebi spreminjati svet. Če ne bomo sami pri sebi, Slovenija recimo primer je lepa dežela, dosti čista dežela, ampak še vedno je kup ljudi, kup podjetij, ki se mečkim tako malomarno obnašajo. Zdaj par dni nazaj sem četal in kup rep pocrkalo spet not v tistih potokih lepih, ne. Slovenija je sicer čista dežela napram ostalemu svetu, tako majhna, ne. Ampak če pa gledamo velik del Azije, Afrike, Južne Amerike, recimo tudi Združene države Amerike, kjer živim, je pa onesnaženost strahotna, ne. In če mi ne bomo začeli doma selekcionirati vse te zadeve, selekcionirati plastiko, in jaz sem bil na Kitajskem ogromnokrat in tam, kitajska vlada je le potrdila 345 milijard dolarjev za ekologijo. Indija tega še ni naredila. Včasih so vse v reke metali not, je šlo vse direktno, vse plastiko, vse je šlo v reke. Danes recimo se na Kitajskem to ne dogaja več. To se reče, se že dogajajo premiki na boljše, čeprav onesnaženost še vedno
zelo, zelo narašča, onesnaženost. In jaz sem 100%, da bom te stvari spremenil na bolje. Namreč splošna javnost politiki ne verjame kaj dosti. Kaj politiki govorijo. Mi smo veliko konferenco globalno v Glasgowu, kjer so bili praktično vsi svetovni voditelji. Bilo je veliko govoranc, praktično ne vidim nekega posebnega premika. Tudi Greta Thunberg je bila ta švedska aktivistka, ki sicer malo preveč ostra do politike in vsega tega, ne. Ona bi mogla le prijeti ven z nekimi plani, kot jih imam jaz približno, ne. Jaz bom poskušal njo dobiti tudi na svojo stran, da bo govorila oba isti jezik, ne samo njo, tudi kup drugih ljudi. Sem zelo povezan recimo z Jean-Jacques Michelom, Cousteaujem, sinom Jacques Cousteauja, tega znamenitega raziskovalca, živi v Santa Barbari. Mogoče bom celo postal, sem na vhodnih vratih za Explorer klub, to je najelitnejši klub na svetu v New Yorku, kjer so me oni predlagali, tam se ne možeš članiti. No, tle imaš priliko srečati take ljudi, ki se z ekologijo veliko ukvarjajo, no med njimi tudi Jean-Jacques Michel, ki bi preko njegovega sina Fabiana rad sodeloval tudi z mano na tem področju. On je velik ljubitelj Amazonije tudi in mislim, da če bi medva malo več skupaj stopila z očetom in pa tudi s sinom, bi tudi zadeve zelo daleč lahko premaknila naprej. Na tvoji poti te je, ker od vsega začetka zelo spremljal tvoj sin Borut, ne? Ja, vedno z mano, ja. No, sedaj pa imaš še eno spremljevalko, ki te tudi spremlja in ki tudi zelo pomaga in sodeluje pri tem tvojem novem projektu. Ja, z Majo Peron se poznava že kar nekaj let. Ona se z velenjskimi simboli ukvarja profesionalno, je zelo uspešna na tem področju. Spoznala sva se pravzaprav preko nekih skupnih idej, kako svet spremeniti na bolje, tako energijsko, ekološko in podobno. No, ko je pač zvedla, kaj jaz pripravljam, sva se nekako spoznala in sva še vedno skupaj. Upam, da nama uspe. To je pač projekt, ki zahteva zelo visoke finance. Ampak v vseh teh milijonih, ki se danes trošijo za to in ono, moj projekt ni tako strahotno drag in na tisti efekt, ki ga bo. Jaz sem odprl v Ameriki letos neprofitno fundacijo Incorporation Martin Strel Foundation se imenuje, ki bo začela v kratkem delovati, so si papiri že narejeni in preko te fundacije bi rad preko tega plavanja, za tem plavanjem pravzaprav nadaljeval svoje poslanstvo. Je tudi ladja, ki je v Grčiji zdaj 170 metrov dolga, Golden Iris, naj bi ostala mogoče celo v mojih rokah za naprej, da bi to vodil in delal konference. Namreč jaz sem le postal ambasador številka 7 v Hongkongu. Trenutno imam pisarno v Arizoni, v Scottsdaleu. Kjer živiš? Tam, kjer živim. Odprl bi rad pisarno tudi to v Sloveniji in pa v Hongkongu za začetek. Vse bo pač podarjeno tem ekologiji, plastiki, mikroplastiki, pesticidi, dvigati mreže iz morij, delati z strokovnjaki, ki se s tem ukvarjajo. Se reče, biti del enega tima, katerega bi jaz rad držal na vajtih. Tudi sam bi rad nastopil malo več po teh konferencah sveta, ki obstaja, no tudi Explorer klub, kjer so Bezos, Musk, Al Gore, princ Albert, Jean-Jacques Michel notri in kup drugih so znamenite osebnosti tega sveta. Se dobimo 3-krat na leto, kjer se o teh stvareh razpravlja. Tako da dela v bistvu veliko tukaj, rabiš pa čas, seveda ne. Ljudje treba naučiti, prepričati, nastopati v šolah. Jaz sem speaker, to tudi delam, nastopam po celem svetu še vedno in govorim o teh stvareh. Nastopal sem v New Yorku za Bloomberga, Michaela, kako ohraniti New York, naprimer, čist. Kaj narediti, tam so Three River, Hudson, East pa Harlem, recimo, ne. Moje ideje, kako ne ohraniti, kako narediti New York, Manhattan,
Vemo, da je New York v bistvu Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, to so deli New Yorka, čeprav se danes New York. Ampak tam je le 22 milijonska populacija. Kaj narediti, kaj moramo skupaj narediti, da bomo New York obdržali na tem nivoju oziroma ga še dvignili. In tam sem nastopal velikrat in še bom tudi, recimo, da sem en del sveta, ki ga hočemo dvigniti na višji nivo. Pa vendarle morda, ne, da sploh si ne predstavljamo, kaj pomeni en tak projekt, na katerega se ponovno odpravljaš. Kaj vse zajema ta organizacija? Morda na kratko strneš. Seveda tudi medije, od najmanjših pa do največjih. Tam, kjer potuješ, tudi čez Slovenijo. Zaželeni so vsi mediji. Jaz sem imel plan, da bi plaval predsednik Rusije, Putin, tudi z mano. Samo v tej situaciji zdaj ne vem, kako bo to šlo, ne. Tudi tega severnokorejskega predsednika, kot se reče Rocketman, ne, kot ga kliče Trump. To bi bila drzna odločitev. Ja. Drzna odločitev, ja. Da ga dobim v vodo Severna Koreja, vemo, da je tudi velik onesnaževalec napram Južni Koreji. In tudi Rusija je izmetala že marsikaj v vodo, na skrivaj po Tihem oceanu si marsikaj najde. Ampak vseeno, kar je bilo, ne. Treba je graditi naprej, kot da nič ni. No, ta plavanje, recimo ta organizacija je zelo velika. Ne samo to, da so znanstveniki na ladji, ne. To je praktično reality show, ki si ves dan pod kameram. Vsak, ki bo sedel doma, bo na mobitelu lahko meni gledal, kadar bo hotel, kadar ko boš odprl, boš lahko meni gledal. Preko teh socialnih medijev danes je to vse vidljivo, tega vse več. No, ko sem jaz plaval Donau v Mississippi, tega še ni bilo. Danes pa je to mogoče, praktično ves čas pod kamerom, temu je tudi namenjeno. Tudi internet v 12 jezikih, vsak dan novice, ki se bojo, s katero televizijo bom sodeloval, najbolj ne vem še točno, ampak kamere bojo več čas snemale in vsi ti filmi, ki so, bojo namenjeni temu, kratki, daljši filmi, ki bojo dali težo vsemu, praktično brez kamer tukaj ne bo šlo, ne. Ampak od vsega je pa verjetno daleč na prvem mestu tvoja varnost. Ja, seveda za mojo varnost skrbijo potapljači, moje dodatne barke, jetski, kajaki, vse so okoli mene. Jaz imam sicer svojo barko, ki plavam z njo, ki je del seveda te moje 170 metrov dolgega doma. Vsak dan gre barka 15 metrska v vodo, okoli mene so jetski, potapljači, kajaki, paddleboardi in tako naprej, kup ljudi, ki skrbi. Jaz plavam vsak dan neke razdalje. Zraven so tudi Orinoco reka, recimo Amazonka še enkrat, kjer se bo naredil Pirana show, se reče, bomo predstavili svetu, kako izgleda, če so pirane malo hude, ne. In jaz med njimi, ne, to je zopet zelo riskantna poteza, ampak upam, da mi bo uspela. Plavati recimo Suez kanal, Gibraltar, Angleški kanal, Korenski kanal, ki sem ga že preplaval, edini na svetu. Namreč predsednik Karamanlijski takrat bil je zaprl kanal 6411 metrov, se ladje ustavil, so mogli čakati, sem je splaval. Uro 5 minut, pa 37 sekund sem plaval čez ta znameniti prekop med Peloponezom in Atenami. Takrat sem z grško vlado veliko delal s predsednikom vlade. In v Grčiji imamo potem še Dardanele, imamo Bospor, imamo potem Suez zraven, tle država, Izrael, Palestina, ki ne grejo skupaj, ne, kako pristopiti k enemu, kako pristopiti drugemu. Kup teh Perzijski zaliv, reka Ganga, Beri Reef, kot se reče, koralni greben, ki ni več tisto, kar je bil. Tudi za koralni greben je treba povedati, veliko stvari novih dati v javnost. Čudovita voda, samo sokačeno, te zelo stropene, kot sem prej omenil, 5krat močnejše kot pa vsaka taka kača, ne pri nas, ali pa ki v Afriki, v Južni Ameriki. In tako med te strahovite meduzice majhne, se reče sea crocodiles, to so ti morski krokodili, za katere jaz nisem zaskrbljen, recimo, plavati z njimi, ne. Enkrat si celo v živalski vrt skočil k enemu krokodilu, ne? Ja, Tako, točno. na šverc. Pred Amazonko, ne, sem pravzaprav ilegalno skočil čez mrežo, bilo je ogromno krokodilov noter. Želel sem prijeti krokodila za rep, saj dotakniti se ga, ne. Šel sem zelo počasi, ker oni so zelo občutljivi na vibracije. Ko po prstih šel kot žabica, prišel do njega, se ga dotaknil, sem roko držal na njemu gor.
Se oni vedo, da sem jaz zadaj. Te ni bilo strah. Ne, mislim strah. Tudi čudni občutki so, ne, to je le, če bi mi pritisk merili, bi bilo verjetno 200 takrat, ne. Ampak jaz sem imel roko gor, počasi dvignem roko, se šel počasi nazaj, tudi premaknil se ni. No, v tistem momentu mi je dalo misliti, pesmo, lej, sej tudi krokodil na zadnje zna biti prijazen, ne, če smo že imeli malo grobi, tako, ne, ljudje taki malo žleht, pa vsekamo psa ali pa s palca, ne, in ni treba to narediti, ne. No, plaval sem tudi z morskim bekom, nesreče, tako imenovani bull shark, kako plavati z njim, najnevarnejši pes na svetu, od tega sem se naučil nekako. Si bil kdaj v zelo smrtni nevarnosti? Ja, bil, ne. Recimo, če samo Amazonko omenim, drugi dan smo ubili 4 kače na mojem čovnu. Jaz sem naročil peruanski ekipi, da morajo moj 15-metrski čovn pregledati vsaki dan, pa ga niso. 4 kače so bili zjutraj gor. To so po noči prišli. Ja, po noči, ko ti v motoru ugasneš, ko je toplo, ne, oni 400 metrov čutijo v te frekvence toplote in pridijo in gre na čovn gor, eni ležejo na motorju, eni zraven motorja, pa se začne ohlajati, se razpasijo po čovnu, vse posod. In tako je bilo, ne, to so kače, ki se imenujejo šušupe, po indijansko rečejo, ali bushmastri. So kar hude, tako, ne umreš takoj, ampak je treba v 24 urah poiskati zdravniško pomoč, drugače boš prišel, ne. No, ta tretji dan, recimo, je bilo s kačami v redu, sem se usedel na čovn zjutraj, dam roke nazaj, pa krokodila prejmem. Odzad za čovnom je kajman ležal, bil kajman 2,5 metra dolg, ne, se ga dotaknem, ne, tako kot bi te pod elektriko dal, recimo, ne, pogledam, evo ga. In recimo ena taka napaka, recimo, ne, in je konec se zgodbe. Je bilo še zgod, ne, recimo v Južni Afriki smo plavali iz Robben Island proti Cape Townu, ne, tle, ki je bil Mandela zaprt. To je približno 7,5 km od Cape Towna, mrzla voda, kot pošast Atlantik, ne. No, so prišli beli psi, ta veliki, se reče Great White Sharks, ne, pridijo, ko ima gobec tako odprt, pa zobe te velike kaže, ne, in pride zraven na meter do mene, recimo, ne. A ga vidiš skozi očala? Ja, ga vidim dobro, jaz ga vidim dobro, ne, jaz ga vidim. On plava v štreci z mane, ne. No, rad bi vedel nekoga, ki bi plaval s tako 6-metrskim psom, ne, ker to je le, ko bi kakšen kamion prišel zraven, ne. Jaz nisem trznil po domače, ko se temu reče, jaz sem plaval, ker vedno so mi rekli strokovnjaki, če pes pride, samo plavaj, ne boj se ga. Oni imajo strahoten tisti feeling, občutek, tak občutek, ki ima žival, človek nima. In on ve, da se ga jaz ne bojim, jaz plavam in on to dojema, kot da bi jaz se z njim pogovarjal. Se ne moreš govoriti z njim. Jaz imam sicer tle nož, na vsaki strani imam nož. Ko plavaš? Ja, in zdaj, če bi prišel še bližje, bi ga mečkaj špeknil, recimo, ne, tale nekje zraven očesa, da malo čuti. Niti enkrat nisem uporabil noža in sem plaval, potem pa kar enkrat vidiš, da ga več ni. Ne, in je tako, ne, potem si mislim svoje, si mislim, poglej, ne, kakve novice, tam gledaš film, žrelo pa to, tisto kri kaže, tam tisti Alcatraz, ki sem ga že 1000-krat preplaval, menda ta znameniti arest gor v San Francisco, ne, ko so imeli zaprtega tudi tega Al Capona not in vse skupaj, ne. Mene je to zanimalo, sem plaval okoli otoka, ne, tam je psov noter, seveda jih je, ne. Ko so bili zaporniki, so metalno drobovino, kri, so prišli psi, so gobce ven kazali, so pripeljali zaporniki, so gledali noter v vodo, ne, noben ni hotel, ne. Potem je prišel znameniti Lalane, ne, je dal lisice, tle spod Ketne gor, pa je plaval z lisicami in ketnami, je plaval do San Francisca, čez teden so pa Alcatraz zaprli, ne. Recimo, ne, on je rekel, to ni tisto, kar se govori pa kaže, recimo, ne. Tako, ne, naravo nekako mora spoštovati. Narava je vedno močnejša od človeka. In prav za naravo, za ohranitev narave, kolikor jo še imamo zdrave na tem svetu, se ti boriš. Tako. In to je tudi namen tega tvojega novega, pa tudi siceršnjega projekta, ki ga udejanjaš. Ja, ta plavanje, kot sem rekel, ne, ta plavanje okoli sveta bo spremenil svet, jaz sem prepričan, na boljše, ne. Ker toliko novic, ko jih bom jaz naredil v svetu v tem leto pa pol, jih ne bo niti Luka Dončić, ki dobro meče v koš,
pa Goran Dragić, pa vsi ostali, Messi, pa Ronaldo. To je šport, to, kar pa jaz. Tudi oni pridejo v vrtce, otročki pridejo, mama vesela, kako je Luka Dončić zadev, pa tako ne. Drugo z drugim, jaz sem pa na tem področju, recimo, ne, in meni je to všeč, ko otrok v vrtcu pride, pa nariše, naprimer, tam kako plastika, pa to, pa vse, pa riba crkne zraven, pa reče, mami, lej, Martin je govoril, kako riba umre, ko to je, ne, pa da se otrok pogovarja doma z mamico, z očetom, ne, tle zmaguješ. Ko to narediš, to sem jaz dosegel na Amazonki. To je bogatstvo, ne? Ja, to je bogatstvo, ne. Jaz sem to, ko sem začel Amazonko plavati, samo v Ameriki sem imel okoli 300 vrtcev, ne osnovnih šol, srednjih, ki so hoteli direktno z nami delati. In mi smo imeli s temi strahotne težave po Amazonki, kjer so slabe veze, pa to ogromno neurja, konekcijo držati, z vsemi sodelovati. Moj sin Borut, res, ne zato, ker moj sin kapa mu dol. Kaj je on naredil za mene, ne? Mislim, njegovo delo mogoče več uredno kot moje, recimo, ne. In ta tim, ki ga je imel okoli sebe, da je obveščal, ne. Ko so otroci nosili domov te živalce, ne, pirane, pa tu, lej, kako Martin plava, pa nobena riba ga, no, so me ugrizli, vse so tudi me ugrizli in mi odprli hrbet. Ampak jaz nisem umrl. Tam, gledaš, kažejo morske pse, krokodile, kače, vse proti, vsake se te bo dotaknil, boš umrl, kar ni res. Sej, če te napadijo, te bojo pojedli celega v pol minute, minuti. Sam ne smeš jim dovolj, da te povabi, da moraš biti organiziran za to, ne. Jaz sem pripravljen na najhujše, tudi mene napadijo pirane, ampak jih znam usmeriti na drugo stran. In to, ko otroci začnejo doma razlagati staršem, ko starši rečejo, zdaj pa od Martina kupili knjigo, pa bomo od Martina kupili film, ki ga imam, ne, bomo doma gledali, tle začneš pa zmagovati. Knjige tukaj nimava sicer? Ja, nimam knjige, sej jaz imam, moja knjiga je šla v 27 jezikih že, ne. Jaz sem prodal to knjig po celem svetu, mislim, da Slovenija od začetka do danes, vsi skupni so prodali to knjig, čez 8 milijonov je šlo že, ne. Film je šel čez 135 držav, Big River Man, Discovery Channel ga še zdaj vrti, ga je kupil že. Verjamem, da so skoraj vsak Slovenec pogledal ta film. Ja, veliko ljudi je prišlo, na televiziji bilo, ker film je temu namenjen, ne. Moj film ni zato, da boš gledal neko zgodbo, film je namenjen nekem izobraževanju, da narod, ko prebere knjigo, da si zamisli, kdo pa sem jaz na tem planetu, kaj pa jaz delam, a živim samo zato, da uničujem ta planet, škodo delam, ali bi rad na temu svetu nekaj dobrega dal, recimo, ne. A je meni treba, recimo, plavati okoli sveta, a je meni treba, ne vem, organizirati 24 na dan delati, z Majo se trudiva, da bomo speljali nekaj. Delamo zato, ker mi vidimo, kaj s svetom narobe, kaj hočemo narediti, da bo jutri boljše, recimo. Ja, tukaj so verjetno mnogi, ki te spremljajo na razcepu, ne. Eni se ti priklonijo, drugi pravijo, kaj mu je tega treba, tako kot si sedaj rekel, ampak priklonila se ti je tudi NASA? Ja, NASA, no, z NASA sem se srečal tako posredno, ne. Jaz nisem vedel, da oni moja plavanja spremljajo. Začeli so v Ameriki, v Space Centru Johnson v Houstonu, kjer dela tudi naša znamenita, oziroma rečemo naša Sunita Williams, pol je naša, pol je indijska, potem profesor Dušan Petrač, in oni so začeli mene spremljati, potem na Yangtze Kiangu, ker niso ljudje verjeli, da jaz plavam. Oni so preko satelitov vse videli, kako jaz plavam, sploh pa po Amazonki. Od prvega do zadnjega metra sem vse točne podatke, koliko sem jaz preplaval. 5268 km sem naredil po podatkih NASA in po mojih GPS-ih se ujemalo. Potem sem bil povabljen v ta Space Center preko Sunite Williams, v ta znameniti Johnson Center, raketni, in videl ogromno teh ljudi, kako hodijo na Luno, Neil Armstrong, pa te zgodbe, ki bi tudi član Explorer kluba. In tako da NASA, to je pa moj najznamenitejši certifikat, ki mi da tisto, da sem res vse preplaval in vse naredil. Imaš veliko priznanj, predlagali se tudi, bil si nominiran za športnika sveta.
Ja, športnik sveta v Monte Carlo sem bil nominiran. Ta nominacija je ogromna, ne, to je težko prejeti. Od Slovencev je Davo Karnečar nominiran, pa Tina Maze. Jaz sem bil ta drugi za Karnečarjem, no. Težko je prejeti med te ljudi v to špeco svetovno, biti na tem odru gor. To je zame veliko priznanje, sedeti z športniki, kot so Ronaldo, Messi, Armstrong, kolesar, takrat je bil, ne, Tiger Woods, Schumacher, ki je bil še v redu, ne. Sem začel igrati golf, Gary Player, ta znameniti južnoafriški igralec, je bil moj prvi učitelj, pa igrati z Bobby Charltonom, Borisom Beckerjem sva golf igrala, Mark Spitz, to so zvezde, tam jih je cela vojska, Don Johnson, Tomba, Karl Schranz, Klamer, Franz Smukač, znameniti, recimo, če jih naštevam, Miguel Indurain, Eddie Merckx, škoda našteva vseh teh ljudi, recimo, in to predeš glasbeniki, kot so Robbie Williams, Kylie Minogue, ki mi je sedela v naročju, sem je v vodo vrgel oblečeno celo. To je Schwarzenegger naročil, ne. Ko nas je prišel s helikopterjem iskat v Monte Carlo, smo šli v Nico na njegovo barko pol. In to Robbie Williams, Rod Stewart, pa vse take ljudi srečuješ tam. In kamorkoli grem, pokličem, Martin, evo, tukaj smo, ne, recimo, ne. To so neka drugačna prijateljstva in ti ljudje cenijo. Tu noben ne sprašuje, kdo si ti, David Coulter, tamle v Monte Carlo, tudi ta znameniti princ Albert. Noben, se ne pogovarjamo, te si to naredil. Pridi Martin, ne, tam sem s Pierom Casiraghi in sva jadrala na Lago di Garda, sinom od Karoline, to je stric Albert Monaški. In razni menedžerji, šef Deutsche Bank, Maybecha, Mercedesov, tega, smo skupaj, smo vsi glih na pol nagi, noben nima nekih titulov, jaz sem ta direktor, on je pa ne vem kaj, ne. V tem se ne pogovarjamo. Mislim, vsi smo skupni, kako prišli, da so imeli danes fajn, da bomo uživali. To so tako ti ljudje, Serena Williams, John McEnroe, recimo, ne, ko smo plesali skupaj s temi ženskami. To so tako preprosti ljudje. Običajno je tako, ne, da so veliki ljudje, če rečemo, v bistvu zelo preprosti ljudje, srčni, humani, mnogi. Yeah. In ko sem se pred oddajo pogovarjala tudi s tvojo prijateljico Majo, je rekla, vsega pa Martin je tak rbavs, ne, pa tako mačo. Ja, je rekla, je, zato vse to premaguje. Ampak on v sebi, takega ljudje ne poznajo, njemu se ni potrebno več dokazovati. On se je neštetokrat že dokazal. Ampak v svoji biti skriva tudi toliko topline, toliko subtilnosti, neke srčnosti, nežnosti. In zato sem danes tudi v studiu prinesla te kozarce. Ja, ko se boriš za čisto vodo, ja, to je pa kozarec sam po sebi je verjetno, recimo temu, klasičen, ampak ima v sebi tudi čipko vgrajeno unikatenje, to so mimogrede, so mi njega dni poklonili te kozarce moji sodelavci za nek jubilej. In recimo, da danes doživljajo krst v tem studiu z nekim posebnim namenom. Ja. Kaj je tisto, kar bi ti zase rekel, da te poleg borbe za to čisto vodo, ja, veš, takole, recimo, simbolično, jaz je bom maj spil. Na zdravje. Ta voda se pije, tle ne bova dresko dobila, recimo, ne, če bi pila Nil tam dol v Afriki, bi bila bolezen huda, dreska pa mjebe pride pa to, ne. Ljudje danes veliko, večji del sveta ne vedo, kaj je pitna voda. Je ni, sej je ni. V Aziji, koliko ljudi na dan umre od umazane vode. To so hepatitisi A, B, C, D, E, G. Hepatitisi, ki jih je ogromno, ki dobijo samo preko te umazane vode. Ljudje pijejo plastiko, recimo rečem plastična voda. Voda se topi noter, ne. Se topi plastiko in mi pijemo plastiko. Mislim, ta voda v Novem mestu je sigurno čista, dobra, kvalitetna, z dobro energijo, kar mi imamo in Slovenci ne cenijo tega, ne. Mi ne cenimo to, kar imamo, ljudje kritizirajo. Ko bi ljudje vedeli, kako drug del sveta živi, pa kako mi živimo, bi bilo malo drugače. Recimo, greš naprimer na Kitajsko, ne. Greš v hotel, vrhunski hotel,
ni tako poceni, recimo Sheraton, Four Seasons, recimo, pa taki hoteli. To so vrhunski hoteli gor, ne? In kako boš vodo, ko boš naročil vodo, ti prinese v plastiki vodo. Ko boš pri nas naročil vodo, ti bo prinesel vrček, pa ti bo zlil noter, ne, recimo. To tam sploh ne vejo, da obstaja. Sploh ne vejo, da obstaja. Jaz pa sem tisti, ki ljudje učim. Ne, ker včasih rečejo, pometi pred svojim pragom, potem pa k nam pridi. Indijska vlada bi mene rada naročila za promotorje Indije. To je najbolj umazana dežela na svetu. Indija, 1,3 milijarde ljudi živi. Zanima je pitne vode, tam sploh ne vejo, kaj je pitna voda. Tudi tistak s Himalaje pride gor, ko so Brahmaputra, ki gre potem v Gangu dol, unje grejo na ono stran, Huanghe, ko je rumena reka, Yangtze, ko reče modra reka, ne, in Mekong, ko teče dol preko Kambodže in Vietnama, pride dol to. To že pridijo lepe reke gor iz hrebov dol en čas. Potem pa se začne svinarija noter, ne, in postane kot ena gnojnica, sjuvič, kot se reče, kanalizacija, recimo, ne. Zakaj? Ljudje nimajo odnosa do tega, ne. Jaz, ko sem plaval Krko, leta 92 tukaj, Da se vrneva domov še, ne? ja, še malo domov. Recimo, jaz sem pač takrat rekel, če bo Slovenija postala neodvisna, je bilo takrat tako 50-50, pol-pol, ne. In tudi se je zgodilo, sem rekel, preplaval celo Krko v enem zamahu. In takrat je Lelki škafa celo noč, češ Martin ni rabi vode, če bi danes plaval takem, bi en dnev preplaval, ni bilo treba 24 ur, 20 ur, jaz je preplavam od 5 zjutraj, 8 zvečer sem v Brežicah, ni problema to, ne, ampak takrat je pač bilo, da sem čim dlje bil v vodi, da je čim več ljudi videlo to Krka in takrat je Dorin se piše, ko je s filmom se ukvarja, je ravno snemal film v Krki, ko je tele CV, ko je noter kanalizacija, to spoučajo kmetje, gnojnico pa to, ne. In so bili eni ljudje krijezni na mene, ker sem veliko teh priključkov videl, pa sem povedal, ta, ne. In takrat vem, da so preko 80 rorov po domače mogli zapreti, skopati ven, pa to so bili kmetje malo jezni na mene. Ampak, če gledam recimo tiste čase nazaj, ko je Krka čista, recimo proti Žužemberku tam je bila, pa tudi danes pa ni več. Že vedno ta mah od Soteske gor se dviga. No, ravno to sem želela reči, ne? Da danes niso več tudi naše reke ne tako čiste, očiščene. Ne? Krka je bila kar umazana takrat, pa so začeli te rore ven jemati, pucati to in recimo danes, ko gledam Krko, gre bolj, že tovarna Krka zdravil, ne? Novo mesto, zdaj Jože Colarič, direktor, dobro dela to in je Krka čistejša. Jaz plavam tu od Dobrave proti Kostanjevici večkrat, tudi von vode se je spremenil, 20 let nazaj še ni bilo tako. Krka se je zelo popravila. Tudi tle dol na Novo mesto vedem, da ima neko čolnarno, restauracijo dol na Portovalu dol. In to je v redu za ljudi, da dobiš en občutek, le otrok bo skočil v vodo, malo zaplaval, da ne bo prišel ves s kemikalijam prepojen ven, recimo, ne, pa tako, pa da ne bo rezko pa bolan, pa tako, ne. Se trudimo, v Slovenci se zelo trudimo, da bi, poglejmo recimo Donavo. V Nemčiji, ko je bila kanalizacija, nemška Donava se peje 645 km. Po Avstriji sem plaval znanstveniki, od začetka, od Pasava dol sem plaval do Bratislave, znanstveniki so merili vodo. Je bolj čista kot po hotelih iz pipe. Je bolj čista Donava, ne? Tako se je naredili. In Avstrijci čuvajo, Nemci čuvajo Donavo, da bojo tako ohranili. Ko gre potem dol proti Slovaški, Mađarski, je že malo ni več čista, ampak tudi tam so se začeli truditi, da bi to bilo nekaj. Recimo Mura, Drava, to je bil kofe, to je bilo vse črno. V poklon 30-letnici države si preplaval tudi Muro, ne? Jaz sem plaval Muro dvakrat, enkrat celo, enkrat del, ne, lansko za 30 let sem plaval. Mura je čista, naredili so sicer še 4 elektrarne, Avstrijci, tako da jih je 32, ampak čista je, lepa, okusna, ima vonj. Recimo tudi Drava je šla strašno najboljše in Avstrijci na tem delajo veliko, tudi mi. Praviš Avstrijci, nekje sem prebrala, da vzgled ti je Avstrija, da najraje bi živel v Avstriji. Je to res? Tako, od srca povedano, Avstrija to je najboljša dežela na svetu. Jaz sem v Švici predaval 2 meseca, 9 tednov, po celi Švici, Luksemburg, Liechtenstein nastopal, po univerze, vse posod, bankah in tako.
Švica ima 8,8 milijona prebivalstva in je še enkrat večja od Slovenije. Slovenija ima 2 milijona, se reče, nas bi mogli biti 4,4 milijone, da bi enaki Švici. Avstrija je 2,5 krat večja od Švice in ima isto število prebivalcev kot Švica. Se reče, kvaliteta življenja v Švici gre dol, v Avstriji pa gor. Ko greš v Avstrijo, ni gužve po cestah, cene so zelo sprejemljive, še cenejše kot Slovenija, hrana je vrhunska, hoteli so primerni, vsake pipe, kamorkoli greš, natočiš vodo, jo piješ, vsako jezero, Klopensko jezero, Vrško jezero so čista. Pa smo Slovenci blizu. Smo. Avstrijci so pred nami, mi smo pa južni sosedje. Avstrijci nas hvalijo vedno bolj, ne? Čeprav sami vejo, da tudi Slovenija gre na poti proti Avstriji. Ne? Tudi Slovenija. In zadnjič, ko so se z Lojzetom Peterletom pelala proti Jezerskem, sva govorila v Sloveniji. 2 trebanca. 2 trebanca Mokronajzera. Sem rekel, Lojze, čez 20 let živeti v Sloveniji bo prestiž. Lojze pa pravi, se je že zdaj. Če gledamo ekološko... Oba Svetovljana, ti in Lojze, ne? Če pa gledamo, midva sva Donavo skupaj delala z Lojzetom takrat, in če pa gledamo eno Slovenijo, danes ekološko v svetu, kdo smo, govorimo Slovenija, Avstrija, Severna Italija, Švica, Južna Nemčija, to je najčistejši, najbolj varen del sveta, kjer je dobra ekonomija, kjer se dobro živi, kjer se zdravo živi. In večina Slovencev tega ne ve, ne, pa rečejo, spet naklada nekaj, ne sem. Ampak počasi pa sprejemajo ljudje, razumejo, tudi Slovenci, ki po večini seže do Celovca, Zagreba, Trsta in pamet seže, kot ko jaz rečem, večkrat sem malo žleht, ne. Ampak ni res, ampak nekje je tu ta fora, ne. Če greš po svetu, vse imajo lepe otoke, hotele, hiše. Jaz živim recimo v Scottsdale, Ameriki, ne. To je najbolj prestižnejše mesto Amerike po kvaliteti življenja. Koliko časa živiš tam? Že 15 let sem, ne. 15 let? 15 let sem že tam, ne. In spoznal sem Ameriko, po dolgem počesu, vse Kanado. In še malo se na mehiški meji. Težko mi je reči, saj potujem, preden domov sem, pa kaj. Tudi v Ameriki nisem ves čas, ne. Potujem gor dol. Kako si, greva še mogoče malce v drugo smer, kako si pa preživel to obdobje COVID-a, epidemije? No, v redu, pri nas v Arizoni tega ni bilo veliko. Naprimer, sosedna Kalifornija je bila praktično blokirana. In seveda, takrat smo imeli hudi naval Kalifornije na Arizono, pri nas ni bilo mask, razen če si šel v kakšno šolo, lekarno, bolnico, so imeli table, maske gor, ne. Pri nas si v restauracijah niso zahtevali, pri nas je bilo vse bolj free, ne, tako bolj malo po kavbojsko, indijansko rečem, ne. Mi imamo le še 21 plemen živi pri nas v Arizoni, največ v Ameriki. Druga klima, Druga klima je, zdaj sicer zelo vroče, drugače pa tam se igra golf. To je glavni biznis posel, se reče, ki prinaša. Smo imeli pred COVID-om skoraj 30 milijard dohodka, ne, na 7 milijonov še manj. To je ogromno, ne, turizma recimo, ne. Danes si tudi sicer zelo bogat in premožen. Praviš, da v Sloveniji na bogatstvo gledamo precej drugače kot pa v Ameriki in v svetu. Kako to občutiš? Zdaj tako, ne, jaz sem si v življenju želel imeti hišo z bazenom, džakuzijem, fitnessom, saunom, nazadnje še biljard igram, tudi to imam doma. Bom sam primer povedal. Bil sem speaker na Golden Gate Institute v San Francisco. Za mano je bil Bill Gates. Jaz sem imel 20 minut, on je imel 30 minut. Odličen govornik, moram reči. In pred njim si nastopil? Jaz sem bil pred njim, ker so mi dali ob 8 zjutraj. Jaz sem imel do 8:20, on je potem nadaljeval. Bilo je 750 ljudi v dvorani, meni so pa še 15 minut daj, sem bil ta prvi, da je prišla grupa country, so igrali. Sem imel sreče, 35 minut sem jaz dobil vse skupaj. No, pa sem končal. Oprosti, zaigraš kitaro, si zaigral kitaro tudi? Ja, igram, ja, še zaigram, če treba, ja. No, ko sem šel ven, je tam Bill Gates čakal. Sva se srečala in se pozdravila prvič v življenju. In rečemo par besedic, on je bil tako zelo urejen pa to. In njegov telefon skozi zvoni, skozi branči v žepu, ne. So neko skozi te klečejo, ne.
V Ameriki se vsi vekamo, ne, in tekamo se vsi, ne, tam ni ve, kako ste ve, kako si, ne, to je bolj svobodno, kako si bil, ne, kako ste bili. V Ameriki so ljudje bolj odprti, tako ne, in reče, ja, vidiš, če si bilionar, ljudje skozi klečejo, ne želi si biti, pa je rekel, rad bi živel tvoje življenje. To Bill Gates. Pa verjetno je takih še kar nekaj, kaj ne? Ja. Obljubila sem, ne vem zakaj, ampak da boš povedal tudi, imamo še točno 5 minut, zgodbo o kamenčku. Tukaj držim en kamen v rokah, to je naš televizijski kamen, na katerem piše dobre frekvence. Super, aha. So tudi tebe s kamenom ponesle dobre frekvence? Ja, dobro. Kot simbol, talisman. Dobro je, ja. No, bom povedal, no, sej. Recimo, ko sem šel na Mississippi, sem štartal na, to je Itasca park se imenuje, ne, kjer živi indijansko pleme Čipova. Jih je še ne 25,000, recimo, ne. No, ko sem bil še prej tam, sem pripravljal, sem se srečal z njimi, smo se pogovarjali in so mi vse razlagali v tem parku, kako je bilo včasih, kako to otroci tam tiste škatle brcajo konzervne, nemajo niti žoge pa to. Sem pol jesene žoge prinesel tam. Nisem vedel, denarja nemajo, to navada, vseeno. Smo najdli tako eno sožitje. Čudoviti kraj, recimo, ne, ta izvir Mississippija. In smo šli s tem Indijanci tam na tisto rampo, ko je taka, tem se reče, ko se že malo jez, ne, tak, ne, iz jezer, pride tam začne Mississippi teči. In tam so take tako kamniti, takole, ne, kamniti, tiste kamenčki, ploščati, ne. In Indijanc vrže takole in tiste žabce dela, ne, takole, ne, recimo, ne. Pa jih je naredil ne 3, pa jaz vržem, pri meni je pa kar skakal po vodi, jih je pa naredil mogoče ne 10, prav, ti si pa dober, kako, pa to, ne, pa on, še enkrat, pa spet samo ne 2, 3, vržem jaz, pa spet, pa iste kamne so letali. Prav, ti si pa čuden človek, ne, prav. Kako pa te to, ne, lahko narediš, ne, pa je pa, on je vedel, da jaz bom Mississippi plaval, pa je rekel, tam v vodi vzame en kamen, pa je rekel, tole, vzemi, pa si zatakni, pa plavaj, pa boš prišel v Mehiški zaliv. Vse še ne ve, kje je Mehiški zaliv, on sam ve, da je tam nekje, Indijanci vejo, da je to nekje daleč, ne. Nikoli niso bili dol, ne. Čez 10 držav gre v Ameriki, rekel Mississippi, iz kanadske meje dol do Mehike, ne. Jaz sem tako pogledal, ne. In sem res, te kamen vzel, sem ga dal, šel domov, vse posod sem ga imel sabo, doma sem spal z njim, vse. In sem šel gor, potem smo šli v Ameriko, ne, prišel v Minneapolis, je bilo kamer, no vem, sem rekel, neki film snemajo, ne, pa so mene čakali, pa nisem benga poznal, kako so me najdli, kako so zvedli, da braham. In potem si začel ta štart, ne. Jaz sem dal kamen not pod obleko. Evo, sem rekel, tudi ko je strela treščilo me, neko mi je vrglo ven z vode, 2 metra sem po luftu kot avion, buvi udarilo zraven. Sem bil nezavest, ne, jaz lahko bi umrl, nisem. Nikoli obrnil, Martin oči je nazaj, Martin mrtev, nisem bil mrtev. Sem Mississippi naredil, evo ga, skozi mano. To so take simbolične zadeve, ki ti na koncu daje rezultat. To je taka energija, ki jo čutiš, to je taka energija, ki se pretaka, recimo, ne, kot ta sožitje, ko sem imel na Amazonki z Indijanci, ne. Mi smo tako sožitje najdli, recimo, a so Indijanci bili vsi z mano. To jih je bilo na 1000, vse posod, kamorkoli sem prišel. Recimo, ne, oni so si želeli, da bi jaz Mississippi naredil. In sem tudi ga. In Amazonko tudi, recimo, ne. In moraš najti neko energijo, ki te poganja skozi, ne. Evo, zgodba v kamnu, recimo, ki je taka fenomenalna v bistvu, ne. Ki si mi dobil z narave in mi je dal človek, ki tam
v kratkih hlačah, sploh tako na pol divjak živi tam, ne, ki verjame v neke sile take, s katerimi oni to neki vrači delajo. Tleno tudi, pa boš naredil, no tako. Pri zadnji minuti sva, Martin. Ja. Vprašala sem te na začetku Martin ali Martin, pa si rekel, ja, oboje je pravilno. Nekje me kličejo tako, nekje drugače. Kakorkoli že. Tukaj imam pač en simbol, križ. Marsikje so te gledali kot Boga, bil si drugačen, ko si stopil ven iz vode, bil si junak. Bil si, ja, imaš na roki, kar povej. No, vidiš, tam je tudi spremljal vse velenjski simboli danes, ne. To sem dobil od Maje darilo in je zelo povezano s tem, kar delam, ne, in tudi verjamemo to. Verjameš, morda strneva, skleneva nocojšnjo oddajo z neko tvojo vizijo, energijo, ki si jo imel že kot otrok, ko si plaval v domačem potoku in ko si sanjal o vodi, ko si sanjal o potovanju med tvoje zvezde, med katerimi danes si. In iz tega mogoče daš en poduk tistim, ki morda ne zmorejo, ne zmoremo, ne zaupamo vase, ne zaupajo. Eno formulo tvojo. Ja, tudi jaz sem stal doma na dvorišču. Jaz vedno rečem staršem, dajte otrokom možnost, da razvijajo svoj talent. Jaz sem si ga mogel najti sam. Jaz sem stal doma na dvorišču, mama zraven mene, jaz sem kitaro igral, ma mi šlo kar v redu. Rad bi plaval, ker sem dobro plaval. Kje bom plaval, mokro nogo tam v tistih stajnikih, bajarih, ženske so cone prale. Jaz sem rekel mami, jaz grem v Ljubljano, rad bi plaval in igral kitaro. Mama ni verjela, šel sem s kolesom, skozi gor, čez Višnjo goro, vse klance dol, prišel v Ljubljano in začel to delati. Igral sem kitaro, odločil sem se prav, rad sem igral, ure in ure na dan, plaval sem ure in vse se mi je nekako poklopilo in srečal sem prave ljudi. Danes, ko je bilo vprašanje, naštej mi 3 ljudi, s katerimi bi se srečal, aj težko to meni, ampak vseeno, ne, sem rekel, 3 ljudi bi povabil. Moj sin Borut, ne zato, ker je moj sin, ampak mi da so velika partnerja, prijatelja, menadžerja in še marsikaj. Povabil bi Majo Peron, s katero sem spoznal. In povabil bi znamenitega flamenko kitarista Paco de la Cia, največji na svetu, kdajkoli, ki sem ga spoznal leta 1974 v Granadi, v Španiji, na trdnjavi Alhambra, kjer je igral. Sem kupil celo 4 plošče njegove takrat. Sva se srečala še kasneje potem. Zakaj? Ker sem čutil tisto, kar človek rabi, recimo, ne. En tako strahotno energijo, en tak strahotni impuls, ki tega tak človek lahko da, recimo, ne, ko ga srečaš, ne. Zato imam še več ljudem, ampak te 3 bi pa povabil na večer, skupaj sedeli, skupaj uživali, recimo. Martin Strel, hvala lepa, da si delil z nami in z našimi gledalci nekaj svojih tudi osebnih izkušenj in pa hvala, ker si ambasador za čisto vodo, za lepše okolje, da bomo ohranili ta svet tudi za naše zanamce. Naj ti sledijo mnogi in naj ti tudi ta tvoj nov projekt Plavanje okoli sveta uspe. Najlepša hvala za povabilo. Upam, da se nekaj teh tvojih lepih besed le uresniči. Hvala lepa. Vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala, ker ste bili z nami in lahko noč.